njuna starša udobno sedita pri zajtrku. Očka dinozaver je zatopljen v svoj časopis. Naenkrat se zazre v ženo in jo zaskrbljeno vpraša. Ali ni že skrajni čas, da najina hčerka prične trobentati? Dovolj bi že bila stara. Bože, ne sili je, mu odvrne trompetkina mama. A trompetkino oče se razjezi. Sramota bi bila za našo družino, če bi trompetka odšla v dino šolo in ne bi mogla dati od sebe ustreznega tona. Zadosti hudo je že to, da imam jaz, nekdanji najboljši trobentač na šoli, le hčerko. Saj je splošno znano, da znajo fantje bolje trobentati. Da zmorejo glasneje trobentati, ga popravi trompetkina mama. Najboljša trobenterka na šoli je bila namreč takrat punca, ali ne? Trompetkin oče zasanjano reče. Ta prečudovita melodija, ki si jo takrat vedno igrala, je bila eden izmed razlogov, zakaj sem se zaljubil vate. Trompetkin oče se ponovno zresni. Pri takšnih starših mora trompetka postati dobra glasbenica in ko jo lastno ročno... Trompetkina mama ga prekine. Bodi tiho, a ne vidiš, da prihaja? Ne sme ugotoviti, da sva se pogovarjala o njej. Trompetka se pretegne, zazeha in pristopi k mizi. Dobro jutro, očka, dobro jutro, mama. A že zajtrkujeta? Prisedi k nama, jo povabi mama. Imava božansko dobre praprotove kosmiče. Trompetkin oče se vmeša. Počakaj, najprej si mora zajtrk zaslužiti. Ali si že kaj napredovala pri svojih trobentarskih poskusih? Očka, tako mi je žal, ker ne bo čisto pravilno zvenelo. Trompetka zapiha svojo kroglasto čeljustjo v rok, a rezultat je skromen. Oče jo nestrpno prekine. Stop! Poslušaj, kako bi moralo to pravilno zveneti, ti neumnica. Ampak tudi iz njegovega roga pride klaveren zvok. Trompetkina mama se odkašlja. Očka misli, nasprotno zveneti mora tako. Neverjetno, kako čudovito zna igrati trompetkina mama. Trompetkin oče poskoči. Ja, tako sem mislil. In jezno odkoraka. Tako ostaneta mama in hči sami. Nikoli ne bom znala tako sijajno igrati kot ti, mama. Mama jo poskuša potolažiti. Bo že prišel tvoj čas, samo potrpljenja ne smeš izgubiti. Poslala te bova k profesorju Krivorogu, ki je potrpežljiv starejši gospod. Bil je tudi moj učitelj. Trompetka objame mamo. In on me ne bo silil? In me bo počasi učil? In potem bo celo očka ponosen name in bo vse v redu? Mama pomiri trompetko.
in potem bo vse v redu. Trompetka gre na svojo prvo glasbeno uro. Profesor Krivorok sedi v gugalnem stolu in kadi pipo. Veselo pozdravi dekle. Dober dan, Trompetka, lepo, da si prišla. Tvoja mama me je poklicala in mi povedala, da prideš. Tvoja mama je bila zelo nadarjena trompetarka, res zelo nadarjena. Trompetka je malo v zadregi. Dober dan, profesor Krivorok. Bojim se, da nisem tako nadarjena kot moja mama. Me boste kljub temu učili? Profesor Krivorok se nasmeji. V vsakem od nas se skriva glasba. Nekateri jo morajo le dalj časa iskati. Zato pa so toliko bolj veseli, ko najdejo svoj glasbeni zaklad. Pomagal ti bom pri tem iskanju. Trompetka vedoželjno vpraša profesorja. Gospod profesor, zakaj je toliko hrupa okoli glasbe? Mislim, da lahko brez nje prav tako lepo živim. Sem namreč, to morate vedeti, najboljša skakalka v daljavo v mestu. Profesor Krivorok se namuzne. Odlično, da si tako dobra skakalka, ampak veš, glasba nam je v pomoč v mnogih življenjskih situacijah. Trompetka predrzno ugovarja. Ampak ne pri skoku čez potok. Profesor Krivorok se mora zasmejati. Imaš prav, Trompetka, zato pa lahko z glasbo izražamo svoje občutke. Ko si vesela, lahko to zveni takole. Ko si žalostna, te lahko potolaži taka pesem. Ko boš zaljubljena, Trompetka zardi in se v zadregi zahihita.
O, to pride hitreje, kot si mislimo, nadaljuje profesor. Torej, ko si zaljubljen, igraš najlepše pesmi. Naenkrat se profesorju pomrači obraz. Ampak za nas, parazaurolofe, je najpomembnejši znak za preplah. Že več generacij se svarimo pred požrešnimi tiranozauri in drugimi nevarnostmi, ki vse povsod prežijo na nas.